Velik del driftanja je tudi to, kako avto izgleda. Moja izbira stila je to, da je avto zelo nizek, da gre felna in guma, če se le da pod blatno. To pa pomeni konstantna evolucija nižanja avta in prilagajanje komponent, da še vedno avto normalno funkcionira, medtem ko se vozi na zelo nizki vozni višini. Eden od stranskih efektov tega nižanja je pa to, da se je ta roka, ki je že predelana za močno znižan avto, začela spet zadevati v šasijo. Bump stop je komponenta, ki omejuje hod amortizerja napram zgornjemu nosilcu amortizerja. To je komponenta, ki preprečuje poškodbe teh dveh delov, če pride do popolne kompresije vzmetenja. Ker so BC-jevi bump stopi tako kratki, in bom dodal še večji nahbal neoriginal bump stop od BMW-ja. Bump stop pa, ko se amortizer praktično zaleti v top mount, deluje kot vzmet. Različni bump stopi so pa različno trdi. To je durometer, to je naprava, ki meri trdoto gumijastih materialov. Shore A pomeni, da so to najmehkejši gumijasti materiali, ki jih poznamo. Ta nov dodatni bump stop je zelo mehek. Ima samo 30 šorov. BC-jev bump stop pa je dosti trši. Za referenco, navadna guma za avto je ponavadi med 60 in 70 šorov po A skali, katero merimo s tem durometrom. Ker novi bump stop ne paše pod prašno manšeto, bo pač počival zaenkrat nad njo. Če bo pa to v redu delovalo, bomo pa videli že ta petek na progi. Prejšnji vikend sem popravil zunanjo manšeto, evo. Na Katarini je pa očitno odtrgalo še notranjo. Sicer manšete ponavadi zdržijo več kot en vikend, ampak na zelo nizkih avtih pride do tega problema, da so polosine pod velikim kotom. To pa pomeni, da se mora ena stran manšete konstantno raztegovati, drugo stran pa konstantno mečka do točke, ko manšeta riba sama po sebi. In tako se eventualno lahko preriba, dokler je ne odtrga. Joj, ko bi kak perfekcionist videl, kaj dela mojim federom. Boki so dobili nov sloj akrilnega špreja, zato ker so nekoliko fasali od gum na Katarini. Zakaj akrilni sprej? Poceni, enostaven nanos, enostavno odstranljiv. To je pa vse, kar rabiš za avto, da izgleda dobro na 10 ali več metrov. Jutri je na sporedu demonstracijski dogodek, ki ga prireja skupina GMT. To so avtotrgovine, za vse tiste, ki ne veste. Tja pa potujem z vleko. Ponavadi potujem s prikolico, zato ker je vlečno vozilo pri prikolici bolj komod kot pa vleka. Plus nizek avto je dosti lažje naložiti, ker ima vleke ponavadi relativno velik prelom. Avto je dvignjen, dosti višji kot ponavadi. To je pa zato, ker ima vgrajene te klocne. Ti klocni so enostavno kosi lesa, ki pridejo med ležišče vzmeti in roko, da avto ne pade na vzmet, ampak drži dosti višjo višino. Tako ga je lažje naložiti, kljub temu si bomo še vedno pomagati z deskami. Ne vem točno, kakšne ljudi bo treba voziti, ampak bomo prelven z dovolj velikim številom čelad, da naložim 2 potnika. Sedeži in dno in tepihi pa so posesani in zaščiteni, če bo kdo bolj od fancy ljudi tam. To je bila hitra priprava na demonstracijski dogodek. Z vami sem bil Erik in hvala za ogled.